Dobrodošli nazaj s prav posebnim gostom. Ja, pogovarjali se bomo o vinih. Brbončice se bodo lepo imele, zato ker pravi ljubitelji in pravi poznavalci cenijo dobro vino. Zato pa je danes z mano v studiu nihče drug kot Boris Vukobrat. Vi ste sommelier, ne? Se to pravilno tako reče? Pozdrav gledankam in gledalcem, res je. Okay. Sommelier z malo francoskega prediha, ne? Ja. Tako, ok, super. Vi ste iz Ljubljane in leta 2017, če se ne motim, ste ustanovili dve sommelierski zgodbi, in sicer Wine Tasting Ljubljana in Wine Tasting Bled. In ugotovili ste, da je cel svet navdušen nad vini in ste hoteli tudi jim omogočiti dostop do dobrih slovenskih vin. In tako se je decembra 2020 rodila internetna stran bwines.com. Res je, ja. Zdaj, tiste dve zgodbe, prve nisem ustanovil jaz, moj prijatelj me je povabil, če bi to vodil. Original je pa šla zgodba leta nazaj, sem že kot mlad rad hodil po dobrih restauracijah, dobro spil, dobro pojedel, mene so ti okusi in vse te zgodbe blazno zanimale. Res pa je po 2017 zgodba dobila en original pečat z mojim tečajem za sommelierstvo. Okay. Bil sem povabljen, da ta dva projekta vodim, pač Wine Tasting v Ljubljani in na Bledu. Potem so se zgodile še wine ture, da smo goste peljali pač direktno do vinarjev. In ko sem videl to silno navdušenje tujcev nad slovenskimi vini, se potem rodila ideja, da bi to predstavili oziroma približali celemu svetu, ne samo gostom, ki hodijo na degustacije, ampak celemu planetu, vsem vinskim ljubiteljem praktično, ne. In potem, ja, leta 2020 decembra, oziroma 2020 decembra, januar 2021, smo pač to stvar zaštartali in danes veselo pač prodajamo vina po svetu, ne. Noro. Noro, ja. Je kakšna država, ki največ kupuje? Ki prednjači? Ja. Ne, ampak kar se tiče, odkar smo začeli, prodali smo že v Ameriko, prodali smo v Anglijo, prodali smo v Avstrijo, prodali smo v Nemčijo, prodali smo na Nizozemsk, prodali smo na Švedsko. To vse vem, ker sem spakiral. Zdaj, ker tole končamo, pakiram za Avstrijo spet. Odlično. Tako da ja. Se dobra beseda slovenskih vin širi po celem svetu. Ja, se. Mi imamo pač kakovost, imamo tu dobro ceno za to kvaliteto, ki jo pač ponujamo, in slovenska vina so vse bolj in bolj cenjena. Še vedno pa veliko ljudi na svetu žal niti ne ve. Vse to je najbolj... To je naša naloga zdaj, da bwines.com, da ta moj tim to pač spromovira in da verjamem, da bo to zgodba lepa. Dobre stvari se same hvalijo, tudi iz ust do ust, dobre besede širijo naprej. Omenila sva, se pravi, kako je prišlo do same internetne strani bwines, ker smo želeli približati dobra slovenska vina celemu svetu. Komu pa je stran pravzaprav namenjena? Samo ljubiteljem vina ali tudi mogoče nekomu, ki bi se rad Ne, v prvi fazi ljubitelja vina seveda, drugo pripravljamo tudi wine tastinge online, ki bojo gor, se pravi nekdo, ki se bo želel nekaj naučiti. Dejansko v prvi fazi smo štartali malo bolj s tujino, ne bom rekel, kot Slovenijo, ampak glede na to, da že dobivamo naročila iz Slovenije, nismo več v mojemu timu toliko prepričani, da ne bomo veliko tukaj prodali, ne. Počasi, začeli smo. Jaz sem zelo vesel, ker pride naročil iz Slovenije, ki pride iz kjerkoli, smo zelo tako vzhičeni in veseli vsi. In tako da siguren sem, da bomo več prodali v Sloveniji, kot smo na začetku mislili. In na koncu nahajam se, hvala za vabilo, pač na slovenski televiziji, ne, tako da ljudje bodo tudi videli reklamo, videli bojo pač tudi na drugih pač teh marketinških portalih in tako naprej. In ni samo namenjena tujini, ne. Namenjena je stran tudi Sloveniji. Super. Tudi Slovenci imamo radi dobra slovenska vina. Predvsem in jih cenimo in se še posebej, ko se pogovarjamo s tujci, saj jaz v zadnjih časih ugotavljam, da res cenijo naše vino, da pravijo, da je res kvalitetno. In tudi vem, da zadnjič sem bil ravno na enem izobraževanju v vinu, sicer bolj o dolenjskih vinih, ampak sem nekako cenim dobro vino z dobro jedjo. Take rabimo, takim, kot si ti, je ta stran namenjena. Odlično. Kakšna vina pa pravzaprav prodajate?
Prodajamo slovenska vina, prodajamo rdeča vina, bela vina, oranžna, penine, petnate, imamo eno ledeno vino tudi na internetni strani, to bomo še dodali. Tako da prodajamo vse, pač, kar se proizvaja, nismo neki, da bi se delili, ne, samo na konvencionalna, samo na naravna in tako naprej. Pač ideja je, da to je, da je bwines.com, da je gor vse, kar je dobro iz Slovenije, ne. Vina bomo še dodajali, trenutno jih je nekih dobrih 300, ne, od tega cirka 36 oranžnih. Bomo pa malo več povedali o tem in tako da to je ideja, ne da bi se neki omejili, fokusirali samo na eno zgodbo, ne, ker Slovenija veliko dobrega proizvede. Točno to, veliko različnih okusov je in za vsakega se nekaj najde in je škoda se zdaj samo pozicionirati na mi pa želimo samo suha vina, samo pol suha. Je pomembno, da pač za vsakega najde se nekaj na vaši spletni strani. Omenila sva oranžna vina. Kaj pa pravzaprav so oranžna vina? So vina predelana iz belega grozdja, po postopku z rdeča vina, se pravi so macerirana. Jagodna kožica pač malo daljši čas v stiku z moštom in na ta način so narejena rdeča vina. Ko to naredimo z belim vinom, dobimo oranžno vino oziroma kakšni tudi ne marajo ta izraz, vinarji kakšni sploh ne, pa rečejo polijantrna vina. Zdaj stvari so včasih ne vedno povezane z naravnimi vini, z biodinamičnimi in tako naprej. To so vina, ki so rahlo malo bolj tanična, lepi tanini, polni okusi, tudi starana so običajno v lesenih sodih ali pa kakšnih amforah ali pa še kje druge. Tako da, kar se mene tiče, jaz sem velik ljubitelj, balzam za dušo, srce in brbončice. Ni pa to noben trend v Sloveniji, kakor če ljudje berejo, če si kaj ti bral. Ištrijani so v Istri ali pa oziroma v celi vinorodni deželi primorski so delali tako vina 50 in več let nazaj. Tako da to so zdaj vinarji pripeljali res na en nivo, ne, te maceracije in ta staranja v ta pravih sodih, v ta pravih leteh, na ta pravih temperaturah in jaz svetujem vsem, dajte probati, ne, ker ljudje imajo ene predsodke, žal, ne, in veliko berejo o tem, pa ne probajo, pa ne vejo. Festival oranžnih vin v Izoli še do korone, ko je bil redno, zdaj letos je bil že odpovedan, je tudi pripomogel k temu, da ljudje se pač več s tem seznanjajo. Dajte piti, dajte probati, nobenega nikamor ne sili. Zato pa imamo toliko različnih vin, da vsak najde, kot si prej rekel, en prostor pod soncem, sploh v Sloveniji, ker se ogromno dobrega proizvede in ni potrebe kot se nažalost nekaj druge delimo na takšne in drugačne, da bi se kaj delili na konvencionalne, oranžne, naravne, nenaravne in tako naprej. Ne. Vina je dovolj vsakega in vsak bo nekaj našel za sebe in bo v tem užival. Ne. Se mi zdi ravno to, da pravi ljubitelji vina se ne osredotočijo samo na eno specifično, se pravi suho, polsuho, malo bolj sladka, oranžna, ampak cenijo vsak spekter vina posebej in razumejo, da je diverziteta in raznolikost med samimi vini tudi. Točno to, jaz pijem vse, kar je dobro, ne, osebno, od konvencionalnih do oranžnih, do naravnih in tako naprej in tako bi tudi svetoval ljudem, da probajo vse pol, ki sprobavaš, raziskuješ, spoznavaš nekaj novega, vse se pol nekje se malo ustaviš, pa je to, ne. To je bistvo cele zgodbe, da je tega toliko veliko in niti mi, ki se s tem profesionalno ukvarjamo, nikoli ne bomo vse znali, nikoli ne bomo vse vedeli. Konec koncev tudi vinarji sami se bojujejo proti materi naravi, ki je vedno malo naprej. Oni uporabljajo svoje izkušnje in nekaj predvidevajo, kaj to bo in kaj ne bo in tako naprej. Noben pojma nima, kakšen bo letnik 2021. Sploh ne zdaj v tem trenutku. In to je čar, nekaj bo, nekaj bo dobro, siguren. In zato je ta zgodba tako zanimiva, ne, in nepredvidljiva, bomo rekli. Ja, vsaj, ker vsaka letina je sama po sebi drugačna in je težko predvideti naprej ravno zaradi naravnih pojavov. In tudi isti vinar, da recimo isti vinograd, ista lega, ista klet, isti sodi, vse in pride drugo vino ven.
Ja, to je pa stvar, na katero žal ne moremo vplivati. Mogoče malo bolj dotično, kako je narejen rosé? Ja, to pa obratna zgodba od oranžnega. Se pravi, pa krajša maceracija rdečega grozdja. Zdaj, kakšne teorije, če boš daj bral, če se boš čutil, da kakšne sommelijeje tako na hitro razložijo oranžno vino narejeno iz belega grozdja po postopku za rdeča vina, rosé narejen iz rdečega grozdja po postopku za bela. Zdaj, čist tako ni, je pač krajša maceracija, odvisno zdaj, kaj vinar želi doseči, recimo 5 do 10 ur, dobiš to tako, se veš, to roziklasto, tako roza barvico, zelo sadna vina, niso namenjena staranju, običajno v inoksih več ali manj skozi, v enem letu, dveh, da se spije letina in dviguje se mi zdi, kultura pitja rozeja. V Sloveniji vse več in več flaš vidim, ker samo v enem baru v poletnih mestih sploh. Nismo še ena Španija, jaz sem veliko po Španiji potoval, tam kamorkoli sem prišel, so bili na mizi rozeji, dobro, veliko rdečega grozdja imajo. Tako da sveže vino in postopek, kot smo rekli, obratno od oranžnega. Se mi zdi, da res dobiva na popularnosti samo rosé vino, zato ker je lahkotno, malenkost bolj sladko, tudi barva večino ljudi prepriča, ker se bojijo malo bolj močne barve. Rdečih, to je. Za tole, kar je zdaj, tale vročinski val, idealno. Lepo sedica v Ljubljanici, točno to, se naučiti dobro poteljko vina. Sadni so, nekih kislin tele ni, alkoholi relativno majhni, nizki, super. So pa prinesla tudi dva vina, 2 buteljki. Tole je zdaj naš brand, z našim tem logotipom BeWine, Cellar Selected White in Red, izbrano kakor belo in rdeče. Posestvo Klenar, slovenska Istra nam polni. Malvazija, piše Malvazija, drugače Malvazija Chardonnay. Tle je 20-letnik, to so taka mlada pitna vina, sploh belo, lahko za zdajšnji čas top. Cabernet Sauvignon, predvsem Cabernet Sauvignon, malo Šerefoška, malo Cabernet Franca, čist malo en tak lahek cuvée 2018, gre za lažje rdeče vino. Cabernet Franc sem zadnjič pil. Kot sorto samo. Ja, in mi je bil zelo všeč. Zanimiv, sem zaenkrat še bolj ljubitelj belih vin, rosejev in oranžnih. Rdečih pa se nekako nisem posluževal, ampak Franc me je zadnjič prepričal, pa modra Frankinja. Super, mlado rdeče. Ja, tako sveže. Štajerska. Kaj pa, če smemo vprašati, se spomniš čigav Cabernet Franc? Bili smo v eni vinski kleti, oziroma v več njih. V Brdih? Ne, tudi v Brdih sem enkrat bil na tovrstnem wine tastingu pri Simčiču. Bili smo pa tokrat na Dolenjskem. So imeli neke zidance, katere smo šli pogledati in so tudi pol nam predstavili, se pravi, kako poteka, v kakšni sodi, pokazali so nam kleti, negovanje vina, kaj je potrebno za dobro vino. Kako se ti je Frankinja zdela? Zelo dobra, taka polna, sladka. Lepo sadno vino, Zelo lepo. Všeč so mi, nisem fan najbolj suhih, so mi všeč so vse malo bolj sladka, malo bolj taka polna vina. No, to boš upam, verjetno z leti bo šel na suha, kakor vsi ponavadi. Vse to mislim, da rabiš leta izkušenj, da pač nekako ugotoviš. Vse to od soka preidemo pa na druge pijače. Ko smo že pri Dolenjski, cviček, prodajate tudi cviček? Seveda. In na degustacijah ga imam, dostikrat v stroki rečejo so meni, joj, pa cviček predstavljaš, pa vedno ga bom. Smo ga dali že v štartu gor. Če pride tujcu v Slovenijo, se mora naučiti, kaj je cviček. Pač bele in rdeče sorte skupaj, nekatere so dovoljene, nekatere so pač obvezne, pa vinarji delajo pač te svoje pač recepture. Pa največ 10% alkohola. Tako, od 8,5 minimum, 10 maksimum, da dobiš vse te, da dobiš etiketo, plus zgodba o žametovki, to nima noben najstarejša trta na svetu, imamo v Mariboru hišo stare trte in da imamo grozdje, čez 400 let staro trto, iz katere še danes delamo vino, saj nimamo je nekaj veliko, ampak v cvičku se pač uporablja, se pravi, že to je zgodba,
Plus, da cviček ni več tako vino, kot si vsi mislijo, ki ga poznajo še 10, 15, 20 let nazaj. Ne. To sem opazil pri slovenskih gostih na degustacijah. Veliko ljudi danes ne pije cviček, ker misli, da je to tako, kot je bilo 20 let nazaj. In potem na degustacijah probajo in so navdušeni, je to wow, ne, a to je cviček, ne. Stroka pa tako, zdaj sami sommelieri rečejo, ja, ok, v redu, ampak je še vedno cviček, ne. Jaz osebno ga pijem, idealno za zdaj. Mehni alkoholi, malo rahlo, taka lepa sveža kislinca. Vedno bo v prodaji, ne, nimamo samo enega, imamo trenutno 2, pa še jih bomo dali. In na degustacijah bo vedno ostal. Kar se mene tiče, cviček ne gre ven. Ja, čas je, da spijete kozarček cvička, če ste doma, si ga lahko natočite. Midva se s cvičkom vrneva in z ostalimi vini seveda kmalu nazaj. Čas pa je za oglase in malenkost premora. Smo nazaj in pripravite brbončice, da se bojo naužile dobrih okusov in čas je za drugi del. Pogovarjali smo se o vinih, z mano je gospod Boris Vukobrat in Boris je sommelier, za vse tiste, ki ste zamudili prvi del tega. Že nekaj besed sva rekla o samih vinih, o okusih, o različnih vrstah le-teh. Zdaj pa je čas, da nadaljujeva pogovor. Postala sva pri cvičku, mogoče mu lahko nameniva še besedo ali dve, potem pa že... Ja, kakor sem prej povedal na degustacijah, vedno, ne, ni šans, da bi ga dal ven, ne. Ja. Za tujci, ki pridejo, da vidijo to slovensko posebnost, prvo mešanca belih in rdečih sort, noter je žamet, tako najstarejša trta. In so že rata lepa vina, sveža, nekokrat 20 let nazaj, ki ljudje mislijo, da je to tako še danes. Veliko naših gostov sem na degustaciji opazil, da pač to ne pije iz tega razloga. Ne en tujc, ki je bil na degustaciji, ne, je od vsega, kar imamo tam, pa imamo 7 čudovitih vzorcev, je rekel, najboljše vino je cviček. To se je zgodil vsakič, da bojo zdaj gostje mislili, zmagujejo pa doma druga vina, ampak tudi to vino najde svojo klientelo in ga prodajamo. Se mi zdi, da je tudi dokaj zdravo, če se ne motim, ravno zaradi tega, ker ima malo žvepla. Ja, plus noter je modra frankinja, vino z največ antioksidanti na svetu. To sem tudi se naučil zadnjič, da je pomlajuje, da je primerno, da se pravi kozarček ali 2 na dan, ne spet pretirane doze. To, kar si bi prej pravil za frankinjo, kje si bil v Beli krajini? Na Dolenjskem 3 vinske kleti smo obdelali. Teopčič, pa potem še 2 vinske kleti, Lisac in še eno. Imeli so tam neko promocijo 10 različnih vinskih kleti. Si bil cviček? Sem pil cviček, modro frankinjo, Cabernet Franc, tudi neka druga rosé vina, oranžna. Vse smo probali, nekako smo tudi dobili pogled. Videli smo sode, ki jih imajo in moram to še tudi vprašanje, se pravi, cviček se mi zdi, da velja za nekak pijačo, ki je, to je zdaj samo za tisto regijo, pustimo ga, ne dobiva toliko pozornosti ravno zaradi tega, ker je malo premalo procentov alkoholama, ampak verjetno tudi zgublja popularnost pri nekaterih, predvsem pri mlajših zaradi same kisline. Mejhan, ja, pa zaradi preteklosti, ampak se ga bojo probali, bojo spremenili mnenje. Ko probaš, kako bi rekel, novodobni cviček, vidiš, da je to čisto v redu. Super. Glede sodov, to mi je še tako zanimivo vprašanje. Večina ljudi, ko pomislijo na vinske kleti, si predstavlja, da še vedno uporabljajo lesene sode, da je to večina, da so neke večje proizvodnje narejene v lesenih sodih. Vemo pa, da je resnica taka, da je večino le-teh lažje in bolj se nekako možnost proizvedbe v drugačnih sodih, se pravi kovinskih. Ja, seveda v vinoksih, pač mlada vina, ko gre recimo tole mlado, belo, rozeji, cvički, pač vse zori v vinoksih, zgodba, ki je pa pač namenjena malo staranju, vina, ki malo dlje zdržijo, sploh rdeča, sploh zrela rdeča vina, oranžnih, o katerih je bilo prej govora. Pa zorijo v sodih, odvisno zdaj, kaj vinač želi doseči. Pač bariki, 205 litrskih hrastovih sodi, za res zrela rdeča vina, tudi za oranžna, za velika vina bomo rekli. Obstajajo veliki, tudi 500 000, 2000 litrski leseni sodi. To je popolnoma, vinar se sam odloča v kleti, kaj bo počel.
Ne. Pobereš grozdje, vidiš, kakšen je material in temu pač prilagodiš celo zgodbo. Ne. In če hočeš pač narediti mlajše vino, daš v vino, zrelejše vino v les. To niso edine opcije, ne. So tudi amfore. Tudi na naši strani b-wines.com imamo par vin, ki se macerira oziroma izori v amforah. Ne. Imaš betonske sode danes tudi. Ne. Jaz osebno ne delim oziroma ne bom nikoli rekel, jaz pa iz tega, iz vsega pravim. Vino, ko je v flaši na koncu, ne, ko se vsi postopki končajo, mora biti dobro. Ne glede na to, kje, kako se je maceriralo in kje je pozorelo in tako naprej. Pol, ko je v flaši na polici, mora biti dobro. Ja. To se strinjam, dobra vina imamo radi. Ja. Se pravi, ko že imamo na mizi belo in rdeče vino, samo shranjevanje. Veliko ljudi si misli, najbolj zdaj, da damo vse v hladilnik. Vemo pa, da je primerna temperatura, se pravi, za bela vina v hladilniku na 4 do 8 stopinj, če se ne motim. Ja, tudi lahko več, 6 do 8, 8 do 10, odvisno zdaj, ja. Okay. Za sama rdeča vina pa je čisto v redu, če so postrežena tudi pri neki sobni temperaturi 18-17 stopinj. Zdaj malo je vroče, ne? Zdaj, če imate super je, če imamo hladilnike za vina, za bela in za rdeča in pa sam to temperaturo reguliraš. Zdaj ali rdeča v kakšen prostor doma, ki nekih ni blaznih svetlob, pa ki ni temperatura, pa sploh ni gretja, dobro zdaj gretja posodni, pa odneseš dol v klet. Točno, vsak ima klet doma, ki ima bicikel, pa naj tam še malo vina da. Tam se ne more pokvariti. Tam je čisto v redu. A prodajate vina iz vseh slovenskih regij? Ja, čisto vseh. Se pravi in Primorska, in Posavje, in Štajerska. Odlično. Točno iz vseh. Odlično. In mislim, da celo iz vseh vinorodnih okolišev. Sem skoraj prepričan. Zdaj pa ne me v številkah spraševati točno procentualno, ampak ja, iz vseh. Super. Sigurno. Diverziteta slovenskih vin, vsak okoliš ponuja nekaj dobrega in je treba izkoristiti najboljše. Res je in pač drugačna so vina in vsak ima nekaj dobrega in vedno bomo pokrili celo Slovenijo s prodajo, to sem prepričan. Super. Ja, isto je z degustacijami, iz vseh treh dežel se degustira. Ja. Še ena taka interna, verjetno ste že dostikrat bili na pokušanju vin. Vsi si to predstavljamo kot nek najbolj sansko službo. Grem tja, spijem kozarček 2, 3, 5, 6, 7, pa v bistvu verjetno ni tako. Jaz pijem vodo. Jaz pijem vodo iz kozarca za vino. Ampak da jim pokažem, kako se to zavrti, povoha, proba in tako naprej. Ok, pa stranke itak pol ratamo, po 5 vzorcev smo že tam na pol prijatelji. In pa na zdravem z enim od vzorcev, ki mi paše un dan, ne? Ampak načeloma pa ne pijem, na degustaciji ne. Mogoče pol, ne? Če se karkoli razvije tam eno druženje pa to, ampak med samo degustacijo pa ne. Okay. Ne. Tudi ponujate potem zraven same degustacije kakšen narezek ali se more vina, ko se jih degustira, zgolj in izključno samo kozarček vina in Ne, je narezek vedno. Se prelivajo po tem okusu. Ker vem, da tudi pravi someljeji večinoma vino izplunejo, zato da ne... Jaz, ki spijem vin, takrat, kada zraven z njimi ne plunem, pač spijem. Ampak na kakšnih tekmovanjih oziroma na kakšnih takih mestih? Ja, to pač takrat pa bi mogel, po pravilih. Se nisem šel še niti na eno v bistvu tekmovanje za someljeja, to je še v planu. Takrat bo pa treba zavrteti vin pač po jeziku, po pač celih ustancah in pač noter, in potem plunt. Zelo zanimiva služba in mislim, da bi jo večina oseb rada opravljala, je pa res, da ni tako enostavno, kot na prvi pogled se mi zdi, da zgleda. Kakšni so plani za prihodnost? Verjetno dodati še kakšno vino? b-wines.com ima plane za prihodnost. Kratkoročna prihodnost je dodati vse dobre zamejske Slovence. V prvi fazi. Dodati še vse, kar je v Sloveniji dobrega. Treba malo prevetriti, pa se skozi nekaj novega pojav, tako da še poiskati nove dobre vinarje, nova dobra vina. Potem pa dolgoročno pa isto zgodbo narediti z eno tako Adriatik, z enim privdihom, neki z bivšo Jugoslavijo našo. To je zdaj na dolgi rok govorim, najprej moramo še tole sploh podelati.
plus še zamejski Slovenci. Najbrž bomo delali vsako republiko posebej. Hrvaško, Srbijo, Črnogoro, Makedonijo in tako naprej. Nekako na isti način, vse, kar je dobro. Ampak v tem je zdaj, to so plani. Kar je super, ker bodo imeli ponudniki, se pravi, možnost izbire najboljših vin iz vsake države posebej, iz celotne bivše juge. Tako je, in enega dne pa definitivno Italija, Španija, Francija, ampak dajmo klele podelati. Upam, da bo... Gruzija, vsa amfore in tako naprej, tega je dosti. Odlično. Ampak treba je prvo več vina. Moja želja je in mojega tima v bio-wines.com, da več vina spravimo za začetek v tujino, ven, kar zdaj lepo zdravo in počasi počnemo in lepo rastemo in korak po korak. Dela je veliko, naročila pač prihajajo, smo veseli. Veseli bomo slovenskih naročil, tako da bom tudi danes tale intervju izkoristil za reklamo, za slovenske goste, karkoli rabite, če ste v Ljubljani, v okolici, pokličite, pišite mail, ob naročilu 6 flaš bomo tudi brezplačno dostavili in tako naprej, če ste klele blizu. Torej, vsi ljubitelji dobrih vin, ki si želite le najboljše iz vseh koncev Slovenije, lahko seveda obiščete bewines.com, tudi winetastingljubljana.com in pa winetastingbled.com. Boris Vukobrat je bil danes moj gost v oddaji. Za tiste, ki ste šele zdaj prišli k nama, se splača pogledati tole oddajo, ker ogromno enih zanimivih stvari, ki sva se jih danes naučila o vinu, bi rada delila tudi z vami. Midva sva na koncu najinega pogovora. Hvala, da ste bili moj gost. In jaz upam, najlepša hvala, da ste se odzvali na vabilo. In upam, da se videl tudi na kakšni poskušini, na kakšni dobri vinski kleti z narezkom in dobrimi vini. Dragi gledalci, vi pa lahko skočite na bewines.com. Čas pa je že za oglase, ne Maša? Ja, skočimo na oglase, potem pa smo spet nazaj in hvala še enkrat, Boris. Hvala vam.